Nekoč je ob reki živel brodar. Bil je vdovec. Imel je pa hčer. In ta se je za živega vraga hotela ožiti. Mislila je namreč, da če se bo omožila, da bo imela manj dela, več jela in manj skrbi. In tako je ob večerih bila ob reki in si klicala moža. In res, nekega dne je potrkalo na vrata in zunaj je stal možakar. Takšne pisane hlače je imel, pa svetle čeveljčke, zeleno suknjo, na debeli kosmati glavi pa rdečo čepico, v rokah pa bič iz kačjih kosti. Ogledoval si ga je stari brodar in nič kaj všeč mu ni bil. In je rekel: "Kdo pa ste?" Oni zunaj pa je rekel: "Jaz sem Muk, imam kraljestvo, živine pa toliko, da je ne prešteješ." Zmajeval je z glavo stari brodar, nič kaj všeč mu ni bil ta snubec. A hči, tej se pa je mudilo, kot bi ji gorelo pod petami. Pohitela je, niti poslovila se ni od očeta, dala je snubcu roko in vero in sta šla. Muk je imel pa takšno vlažno in hladno roko, ko je držal svojo mlado nevesto, ampak sta šla čez hribe in doline, čez skale in pečine, dolgo sta hodila, dokler nista prišla do roba nekega jezera. Mlada nevesta se je tam zaman razgledovala po kakšnem brodarju, ki jo bo prepeljal čez. Ni ga bilo, ampak Muk je z bičem iz kačjih kosti samo takole švrknil po reki in voda se je odprla pred njima. In šla sta po dnu jezera kot po suhem. Za njima pa se je voda spet zagrebla nazaj. Hodila sta, dokler nista prišla do najglobljega dela jezera. Tam je stal pa mogočen steklen grad. Okoli njega pa je plavalo na stotine rib, velikih in majhnih. In Muk je rekel: "Vidiš, to je moja živina." Šele takrat so se mladi ženski odprle oči in videla je, komu je dala roko. Šele takrat je spoznala, da je prišla v kraljestvo povodnega moža. In tako sta zaživela skupaj. Muk je lepo ravnal z njo, vsega ji je znašal, samo kuhati mu je morala, pa pometati hišo. Ampak ni smela pometati smeti od sredine sobe proti durim, ampak obratno, od vrat proti sredini sobe, kjer je pod mizo bila ena luknja. In tam v tisto luknjo je morala pometati vse smeti. Rodili so se jima pa tudi otroci. 3 zali fantiči so bili to. Muk jih je čudno ljubil in včasih, ko ni vedel, da ga žena opazuje, je tiho vekal in govoril: "Ali boste moji ali ne boste? Ali boste moji ali ne boste?" Minilo je 7 let, že 8. pol, ko je mlada žena šla do moža in mu rekla, da bi rada spet gor. Rada bi spet videla zlato sonce, pisane travnike, ptice. Rada bi spet videla očeta, kako mu je, ali mu kdo streže. In ko je to povedala Muku, je rekel: "Ne." Kar lice se mu je pomračilo. Je rekel: "Ne, če bo šla gor, potem te ne bo več nazaj. Oče ti bo branil, da se še kdaj vrneš." Pa je pričela bolehati
in sklanjati glavo in vse slabša je bila. In prosila je moža dan za dnem, dokler ni nekega dne rekel in se le omehčal in je rekel: prav, lahko greš, ampak otroke boš pustila tukaj. In gorje, če te ni nazaj, od danes 3. dan. Gorje, če te ni nazaj, tebi, meni in deci. Od obeh naju je deca in gorje, če bi jih moral deliti s tabo v živi krvi, da dobiva vsak od vsakega pol. In okoli noge ji je pa zvezal zlato verigo, močno kakor jeklo, a tenko kakor las, da je ni razločilo človeško oko. In ji rekel: ko potegnem prvič, že moraš jemati slovo. Ko potegnem drugič, že moraš biti na sredi poti, in ko potegnem tretjič, že pri meni nazaj. Obljubila mu je, da bo tako storila, in je lahko šla. Še preden pa je šla, pa ji je dal tiste smeti v en velik koš in rekel, da naj te smeti da svojemu očetu. Šla sta, spremil jo je do kraja jezera, tam sta se pa poslovila. In ko je prišla gor po vseh teh letih in ko je videla zlato sonce, pisane travnike, ptice, se ji je srce kar smejalo. Prišla je domov, pozdravila očeta, kar vrgla se mu je v objem in veliko sta govorila, smejala se je in jokala hkrati. Vse je povedala očetu, le tega ne, da je žena povodnega moža. In 3. dan, ko je Muk prvič potegnil, je kar sredi besede vzela slovo. Oče pa je zaslutil, da mu hči nekaj prikriva. Začutil je njeno žalost in to, da hčerko nekaj tare. Spraševal jo je, ampak mu ni hotela povedati. In takrat je sklenil, da če se še kdaj vrne, da takrat je pa ne spusti nazaj. In čez leto dni je spet prišla. In spet je prinesla očetu tisti košek smeti. In ko je posijalo sonce na tisti koš s smetmi, tako kot prvič, tudi zdaj so se vse spremenile v samo suho zlato. Oče pa se je že, preden je prišla drugič, domislil, s kakšno zvijačo jo bo zadržal, da ne bo več mogla nazaj. Ker mu ni hotela povedati, kaj jo tare, je zjutraj 3. dan, zarana, ko je še spala v svoji sobi, stopil pred njo in rekel, da mu mora vse povedati. Hči se je branila na vse pretege, ni hotela očetu izdati, da ima okrog noge zlato verigo, močno kakor jeklo, a tenko kakor las. Oče pa je rekel, da je ne spusti, pa če bi jo moral z verigo privezati. Naposled se je hči le vdala in je očetu povedala, kje živi, da je žena povodnega moža in da ima okrog noge zlato verigo, močno kakor jeklo, a tenko kakor las. Niti trenutka več ni izgubljal stari brodar. Snel je hčerki verigo z noge in stekel z njo v bližnji gozd. Tekel je tako dolgo, dokler ni prišel v najgloblji in najtemnejši del te hoste in ročno zavil zlato verigo najdebelejšemu hrastu okoli debla. In še pravi trenutek je to storil, kajti točno takrat je Muk prvič potegnil. Potegnil je tako močno, tako silno, da se je stresla zemlja. Hči doma je začutila, da se je stresla zemlja. Vedela je, da jo kliče Muk.
Bolj kot kadarkoli prej je hrepenela po svobodi. A začutila je še nekaj, da jo bolj kakor tista zlata veriga okoli noge veže ljubezen do otrok. Odprla je okno in kar bosa skočila skozi okno in tekla, da reši svoje otroke. Ko je prišla v grad, so pa tam že ležali zvezani sinčki in poleg njih nabrušen oster svetav nož. Muka pa ni bilo v gradu. Hotel se je še enkrat na lastne oči prepričati, zakaj se veriga ne vda njegovi sili. Ženska je pograbila svoje otroke in zbežala z njimi. Tekla bosa, da je za seboj puščala krvave stopinje. Muk je pa šel posledi verige. In ko je prišel tja, čez hribe in doline, čez skale in pečine, tja v tisti gozd in je videl, da je veriga zamotana okoli debla hrasta, takrat je pa spoznal, da je ukanjen. Zarjuje od bolečine in izruval tisti hrast in ga vrgel, da se je streslo po ozemlje. Bežala je ženska s svojimi 3 sinovi pred mukom, dokler ni prišla do Božjega krova in krstila svoje sinove tam. Tako muk nad njimi več ni imel moči. Jokal se je muk tisto noč, tako silno, tako glasno in močno, da je voda silila čez bregove. Kaj pa mukovi sinovi? Ko so odrasli, so bili vsi 3 ribiči in v vodi tako domači, kakor na suhem. In ob jasnih nočeh, ko je sijala mesečina, so pogledali en drugega in si rekli: ali slišiš, kako oče pojejo, kako žalostna je njihova pesem?